Pozdravljeni predstavniki medijev v naši hiši na Levstikovi 15 ob koncu tega leta. Bilo je precej naporno leto, politično naporno, gospodarsko naporno, ne samo zaradi vseh volitev, ampak tudi zaradi celotne nepredvidljive situacije, ki jo je povzročila v začetku leta tudi ruska agresija v Ukrajini in vojna, ki še vedno traja. Socialni demokrati lahko ob zaključku tega leta realno ocenimo, da smo znotraj vlade naredili veliko pozitivnih premikov. Najprej, če pogledamo situacijo v gospodarstvu, najbolj ranljiva gospodinjstva, ljudje, naš minister je skupaj z gospodarsko ekipo uspel zagotoviti 1,2 milijarde evrov pomoči gospodarstvu, to je tista urgentna pomoč in to je šele en začetek pomoči, ki bo še sledila. Tudi znotraj kohezijskih sredstev smo v obdobju 2021-2027 uspeli zagotoviti 3,2 milijarde pomoči oziroma evropskih sredstev, kar je velik dosežek in ta sredstva bo mogoče še črpati tudi v obdobju do leta 2029. To vse so rezultati naših ministrov. Na pravosodju zagotavljamo spoštovanje pravne države, demokracije, temeljnih pravic. Slovenija se vrnila spet v skupino držav prijateljic pravne države. Zagotovili smo, da se podlage, da se odpravi te nezakonite globe v primeru v času, ko je bila v Sloveniji situacija s COVID krizo in pa napoveduje se zakon o žvižgaštvu, več bo o tem povedala tudi ministrica. Jaz pa lahko ocenim tudi, kar zadeva zunanji ugled, zunanjo podobo Slovenije, da smo našo državo uspeli uvrstiti med države te zdrave jedrne Evrope, kjer spoštujemo res temeljne evropske vrednote, solidarnosti, spoštljivosti, nekega normalnega dialoga v družbi skupaj s stroko, s civilno javnostjo. Kar zadeva zunanjo politiko, da sama zaokrožim, sem zadovoljna, da je Slovenija ob koncu leta poslala nekaj pozitivnih, pomembnih političnih sporočil v našo neposredno soseščino, Zahodni Balkan s statusom kandidatke Bosni in Hercegovini, za odpravo vizumov za državljane Kosova. To so vse pomembni premiki. Slovenija je prijateljica držav na Zahodnem Balkanu, pomagali smo z izvozom peletov iz Bosne in Hercegovine skupaj z gospodarstvom. Krepimo tudi gospodarsko diplomacijo, kar je zelo pomembno za pomoč našim podjetjem v regiji in tudi v svetu, ker smo izrazito izvozno naravnano gospodarstvo in ta gospodarska diplomacija v času tudi vojne v Ukrajini predstavlja zelo pomemben del naše aktivnosti na zunanjem ministrstvu. Vesela sem tudi, kako potekajo vse aktivnosti za pridobitev nestalnega sedeža v Varnostnem svetu Združenih narodov. Slovenija vključno z celotno zunanjo politiko oziroma vrhom države pospešeno dela s predstavitvijo naše države med partnerji in si prizadevamo, da bi kot zelena, kot socialno moderna naravnana država dobili ta ugledni sedež v Varnostnem svetu poleti prihodnje leto, kar nam bo omogočilo, da bomo lahko krepili ne samo politični, tudi gospodarski ugled naše države. Ob koncu leta z veseljem tudi ocenjujem, da je naša stranka naredila lep rezultat. Po težkem političnem letu smo na lokalnih volitvah postali druga najmočnejša stranka, parlamentarna stranka po številu županj in županov, po svetnikih in svetnicah. Naredili smo lep rezultat, kar pomeni, da stranka na terenu diha s polnimi pljuči, da živi, da nam še mreža dela in prizadevali si bomo z našimi ekipami v mestnih občinah in občinah nasploh, da res delamo za razvoj, za napredek naše lokalne skupnosti, kar je izjemno pomembno znanjem in potencialom, ki ga imamo. Seveda z vsemi sinergijami skupaj z našo poslansko skupino, ministrstva med sabo, bomo tudi prihodnje leto zagotavljali, da bo vlada delovala prioritetno na področjih, ki so za ljudi najbolj pomembna. To je gospodarstvo, to so delovna mesta, to so dostojne plače, to je zdravstvo, to so vse veliki izzivi, ki so pred nami, ampak kot stranka smo na nanje dobro pripravljeni. Na koncu predam ministrom predam besedo, pa seveda vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije želim mirne praznike, vesel Božič in srečno novo leto.
Hvala lepa. Dominika, ministrstva za pravosodje, Dominika Švajc-Pipan. Lepo pozdravljeni in pozdravljeni tudi v imenu Ministrstva za pravosodje, ki je v prvih 6 mesecih tega mandata izpeljalo kar nekaj pomembnih normativnih, pa tudi operativnih in drugih ukrepov. Predvsem smo se v tem času ukvarjali tudi z odpravo škodljivih posegov prejšnje vlade, ki so negativno vplivali na stanje pravne države v Sloveniji. Kot veste, smo takoj v začetku mandata imenovali 13 državnih tožilcev, katerih imenovanje je prejšnja vlada blokirala, in smo s tem tudi odpravili blokado imenovanj državnih tožilcev na splošno. Do danes smo tako v državi imenovali že 27 novih državnih tožilcev, za naslednje leto pa smo tudi povečali kadrovski načrt, kajti želimo kadrovsko okrepiti sicer zelo izčrpano in izstradano državno tožilstvo in s tem omogočiti spet bolj učinkovit tek kazenskih postopkov. S tem namenom smo sprejeli tudi spremembo uredbe o sodelovanju med tožilstvom in policijo skupaj z MNZ in na ta način spet povečali učinkovitost kazenskih postopkov ter tožilca ponovno napravili za gospodarja v kazenskem postopku. Pomembno je tudi, da pripravljamo sistemski zakon, s katerim bomo ustavili prekrškovne postopke, ki so bili v času epidemije COVID-19 uvedeni na podlagi protiustavnih ali protizakonitih odlokov prejšnje vlade in tudi vračali vse globe, ki so bile na tej podlagi izrečene in izplačane. Predvidevamo oziroma časovnica je ta, da bomo do 31. januarja ta sistemski zakon tudi pripravili. Cilj tega pa je, da državljanom, ki so jim bile izrečene te globe, le te vračamo čim bolj avtomatično in s čim manj težavami za njih. Pomembno se mi tudi zdi, da smo prejšnji teden v Državnem zboru sprejeli novi zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim v slovenski pravni red vnašamo tudi splošno uredbo Evropske unije za varstvo podatkov in to je ključni sistemski zakon na tem področju pri nas. S tem sprejemom tega zakona, katerega priprava je sicer trajala 5 let, smo sedaj tudi preprečili plačevanje visokih kazni zaradi morebitne tožbe Evropske unije. Kot je že povedala predsednica, bomo v januarju predvidoma v Državnem zboru doživeli tudi sprejem izjemno pomembnega zakona za zaščito žvižgačev, torej prijaviteljev vseh nepravilnosti, kršitev evropskega ali slovenskega pravnega reda, s čimer tudi v naš pravni red uvajamo oziroma implementiramo evropsko direktivo na tem področju. Prav tako v januarju predvidevamo, da bo v Državnem zboru sprejeta mini novela kazenskega zakonika, s katero v slovenski kazensko-pravni red uvajamo tako imenovani zločin iz sovraštva, hate crime, kot obteževalno okoliščino, ki jo bodo sodišča obvezno morala upoštevati pri odmeri kazni, kadar bodo kazniva dejanja storjena iz sovražnih ali diskriminatornih nagibov. V prihodnjem letu pa bo naš fokus usmerjen predvsem v reformo pravosodja, s ciljem okrepiti transparentnost, učinkovitost in predvsem pravičnost vseh pravosodnih postopkov in pravosodnih storitev za dobro državljank in državljanov. Na prvo mesto postavljamo torej uporabnike pravosodnega sistema in vse tiste, ki se iz teh ali drugih razlogov znajdejo v pravosodnih postopkih. V ta namen je prva faza, da se posvečamo kratkoročnim ukrepom, s kateri rešujemo najbolj pereča ozka grla v slovenskem sodstvu. Že ta mesec smo na vlado vložili vlagamo na vlado zakon o upravnem postopku, spremembo zakona, s katero bomo odpravili trenutno ozko grlo na področju upravnega sodstva, zmanjšali čas reševanja zadev in povečali učinkovitost postopkov, v katerih se znajde res veliko število slovenskih državljanov. Prav tako pripravljamo ustavne spremembe, ne le tiste, ki jih vložila koalicija na področju imenovanja sodnikov, ampak na Ministrstvu za pravosodje pripravljamo tudi spremembe, s katerim bi zmanjšali oziroma spremenili obseg pristojnosti Ustavnega sodišča z namenom zmanjšanja preobremenjenosti Ustavnega sodišča in skrajšanja časa reševanja postopkov pred Ustavnim sodiščem. Pripravljamo pa tudi širši paket sodniške zakonodaje, zakon o sodiščih, zakon o sodniški službi, zakon o sodnem svetu, s katerim pa bomo bolj krepko posegli v samo slovensko pravosodje, zlasti z uvedbo enovitega sodnika ter z nekaterimi drugimi sistemskimi spremembami, v katere bomo v prihodnjem letu vključili tudi pričetek priprave novega zakona o kazenskem postopku s ključnim ciljem, da okrepimo učinkovitost reševanja kazenskih zadev, zlasti na področju najtežjega kriminala. Naj kot nekaj dosežkov tega prvega dela mandata omenim še, da smo pričeli z gradnjo novega moškega zapora v Dobrunjah,
ki bo predvidoma zgrajen leta 2025 in pravzaprav rešil problem prezasedenosti slovenskih moških zaporov. Istočasno smo tudi že sprejeli nekaj ukrepov za izboljšanje materialnega položaja najslabše plačanih pravosodnih policistov in inštruktorjev v zaporskem sistemu. Zelo intenzivno pa delamo tudi na področju izgraditve celovitega sistema otrokom prijaznega pravosodja, kjer smo omogočili pogoje za dobro delovanje hiše za otroke, hkrati pa ta trenutek intenzivno pripravljamo tudi ukrepe za rešitev alarmantnega problema pomanjkanja sodnih izvedencev na področju klinične psihologije. Tudi v mojem imenu vse dobro državljankam in državljanom, miren Božič in srečno 2023. Najlepša hvala, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po dveh damah je najtežje zastopati. En lep dober dan. Najprej na začetku povem, da ko sem prevzel to funkcijo ministrstva za gospodarstvo, sem vedel, da bo zahtevna funkcija, vendar nisem vedel, da bo tako težko. Predvsem zato, ker smo bili seveda takoj po prvem dnevu mandata soočeni z visokimi cenami električne energije, plina, pomanjkanjem kadra, predvsem pa tudi nekatere gospodarske težave, ki se jim rečejo težave v dobavnih verigah. Zato smo za ekipo, z obodvema državnima sekretarjama, moram reči, da danes ni bilo skoraj dneva, da nismo bili na terenu, da se nismo pogovarjali, dogovarjali in sodelovali z gospodarstveniki, ker samo z sodelovanjem lahko, po moje, premagamo vse te izzive sedanjosti in na nek način skupaj pripravimo ideje, kakšno Slovenijo, predvsem v gospodarskem smislu, želimo v prihodnje. Zdaj, na ministrstvu je bilo kar nekaj dobrih stvari narejenih, tisto, kar je dobrega, smo nadaljevali, tisto, kar je manj dobro, popravljamo in mislim, da je sodelovanje na ministrstvu tudi z vsemi zaposlenimi zelo dobro. Zelo pomembno se mi zdi, da smo na nek način dobili zaupanje med gospodarstveniki, to tudi zaradi vseh teh terenskih obiskov in naredili smo eno gospodarsko koordinacijo, ki se srečuje vsak mesec, kjer se pogovarjamo o ključnih izzivih. Ta koordinacija je sestavljena iz vseh zbornic, tako da v bistvu rešujemo probleme skupaj. Sestavili smo tudi strateški svet za gospodarstvo, ki je na nek način posvetovalno telo. Njegov namen je seveda pomagati ministru, da mu svetujejo in moram reči, da smo zbrali odlično ekipo 22 predstavnikih različnih gospodarskih panog, akademikov, neodvisnih strokovnjakov, delodajalcev in tudi delojemalcev in pa tudi predstavnikov iz civilne družbe in mislim, da bojo rezultati naslednjo leto hitro videni. Zdaj, cene energije in energentov še vedno seveda močno pretrešajo evropski in svetovni trg. Na ministrstvu smo takoj v letošnjem letu sprejeli kar nekaj zakonov. Najprej smo regulirali ceno električne energije in zemeljskega plina za gospodinjstvo in mala poslovna odjemalce. To moram reči, da je to vse v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo. Tako smo zagotovili ugodne cene, ki malim poslovnim odjemalcem omogoča nadaljevanje poslovanja pod res konkurenčnimi pogoji. Zakonom o pomoči gospodarstvu v prvi fazi smo sprejeli zakon, ki nepovratno zagotavlja 80 milijonov gospodarskim družbam in jih bomo v tem tednu prvo tranšo že izplačevali za leto 2022. In moram reči, da je zelo dobro sodelovanje z gospodarstveniki. Seveda pa ključen zakon, ki smo ga sprejeli prejšnji teden, je bil zakon isto za pomoč gospodarstvu, kjer v višini 1,2 milijarde evrov. Jaz zdaj ne bi na nek način razlagal ta zakon, ker smo v teh časih ga velikokrat že povedali vse njegove zakonitosti. Sem pa zadovoljen, ker v 2 dneh tisto, kar smo na začetku želeli, električna energija in ponudbe padajo. Tukaj imam jaz podatek, je na borzah električna energija pada za megavat in tisto, kar je bilo mogoče pred enim tednom še bojazen, da naš zakon ne bo prijel, mislim, da lahko celo bomo videli, da je naš zakon ravno dovolj dober, da bomo lahko gospodarstvu omogočili konkurenčne cene. Zdaj, seveda, poleg vsega teh zadev, kar se tiče energije, smo se ukvarjali tudi z drugimi zadevami. Naprimer, naredili smo javni razpis za vlaganje v kakovostno in trajnostno prebivanje slovenskega turizma. Tukaj smo s pomočjo
ministra Jevška in pa s pomočjo ministra Kumra dobili na Ministrstvo za gospodarstvo dodatnih 20 milijonov in smo na nek način razpisali za 69 milijonov evrov investicij v smučarska središča. In moram reči, da je bil to eden največjih ukrepov, ki smo jih naredili v letošnjem letu za turizem. Potem smo naredili zakon o varstvu potrošnikov, v slovenski pravni red smo prinesli 3 direktive, s katerimi izboljšujemo varstvo potrošnikov. Še kar nekaj drugih direktiv smo z tem, ker je bila pač zamuda v prejšnji vladi ali pa še prej, smo jih zdaj prenesli v naš pravni red in s tem smo se izognili vsem kaznim, ki smo jih imeli že na mizi. Sprejetjem nove zakonodaje, ki je zelo zahtevna na področju avtorskih pravic, smo prenesli v slovensko zakonodajo najnovejše smernice za varovanje avtorskih pravic in hkrati preprečili to, kar sem rekel, da bi Slovenija dobila kazen. Potem smo, in to je ena rak rana Slovenije, na tem bomo absolutno delali tudi z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za infrastrukturo, izboljšati moramo letalsko povezljivost Slovenije s svetom. Tu moram reči, da smo zdaj res eden najslabših v Evropi. Zato smo podprli v letošnjem letu že nekatere obstoječe letalske linije z sofinanciranjem. Vzpostavili smo tudi 2 novi letalski povezavi, ampak zdaj bo šlo mogoče že v tem letu, če ne pa takoj na začetku leta, nov zakon, kjer bomo na ta način reševali, da bojo in gospodarstveniki, in turisti, in državljani lahko na nek način hitreje potovali po Evropi. Takoj smo začeli, ko smo prišli na oblast, na vlado, se pravičujem, z regulacijo cen naftnih derivatov zunaj avtocestnega križa. S tem smo zagotovili, da vse vidite, zdaj lahko spremljate, da sta tako dizel kot bencin na nek način cenejša kot v sosednjih državah in izognili smo si na nek način težavam, ki smo jih imeli z trgovci naftnih derivatov, kjer je prejšnja vlada pač omejila ceno. Zelo pomembno, zaenkrat se še ne vidi, tukaj moram malo razočaran, da mogoče mediji niste malo več poročali. Ustanovili smo zamejsko gospodarsko koordinacijo, ki bo povezovala matično državo z zamejskimi gospodarskimi organizacijami v vseh 4 sosednjih državah. To je bilo narejeno, mislim, da prejšnji teden v Lipici. Moram reči, da je bilo to en lepših trenutkov ministrovanja. Zakaj? Ker vidim, kako naši ljudje izven naše domovine gledajo na našo Slovenijo, imajo nenormalno izkušenj v gospodarstvu in nam bo lahko seveda tudi z Ministrstvo za zunanje zadeve pri internacionalizaciji, pri gospodarski diplomaciji te ljudje pomagali. In to smo naredili, če lahko rečem, tudi celo zgodovinsko potezo z ministrstvom, z uradom za zamejce po svetu. Seveda bomo vsak dan spremljali, kaj se dogaja z na nek način gospodarsko situacijo in bomo oblažili energetsko krizo, ker želimo ohraniti stabilno, predvidljivo, predvsem pa konkurenčno poslovno okolje. Zdaj, za leto 2023 imamo kar nekaj, ne idej, ampak strateških usmeritev. Najprej podpora za Scale-up slovenska razvojna podjetja. Začenjamo strukturirano razpravo o potrebi in podpori razvojnim podjetjem v njihovi začetni dobi in potem, da se to spremlja v samem razvoju. Obvezno moramo začeti se pogovarjati in imamo osnutek zakona že napisanega in smo ga predstavili tudi v strateškem svetu, zakon o razvojnih delovnih mestih. Pristopili smo k pripravi zakona, kot sem že rekel, s katerim želimo seveda povečati konkurenčnost slovenskih podjetij pri zaposlovanju razvojnih kadrov. Slovenijo moramo na nek način narediti privlačno za druge globalne talente, za ljudi, ki so izven naše države in bodo prišli v Slovenijo. Mi ne govorimo, ampak imamo zakon pripravljen tudi bom kar povedal, z našimi najbolj implozivnimi podjetji, gospod Akrapovič. Naredili smo eno idejo o nagrajevanju delavcev in njihovo udeležbo pri delitvi dobičkov. To želimo z novim zakonodajo na nek način spodbuditi k večjemu vključevanju delavcev k udeležbi delavcev, ampak ne samo, da bo zakon napisan, ampak da bo zakon res deloval
tako da bojo ljudje šli res radi v samo lastništvo, da ne bojo preveč obdavčeni in da bojo na nek način se čutili pripadni podjetju. Kar je rekla Tanja, želimo krepiti gospodarsko diplomacijo. Jaz mislim, da je to treba absolutno še ukrepiti. Kot sem rekel, izboljšati letalsko povezljivost, to mislim, da je ena ključnih težav, ki jih imamo v ta moment. Prenova znanstveno-raziskovalne ter inovacijske in tehnološke dejavnosti. Zdaj, ta moment se bomo seveda ukvarjali za organizacijo na ministrstvu glede na nov zakon o vladi. Veste, da dobimo športniki, naš šport, ki je na nek način promotor naše Slovenije, veliko pričakuje od našega ministrstva, zato moramo zdaj na tem področju narediti en korak naprej. Tako da, evo, jaz bi se s tem zahvalil, ker veste, da bom imel hearing oziroma še novo zaslišanje, bom lahko še bistveno več povedal, ker veliko stvari malih je bilo narejenih v teh 6 mesecih. Tako da, jaz sem kar optimist za naslednjo leto, vem pa, da ne bo tako dobro, kot je bilo v letošnjem letu, glede vse teh statistik, ampak z dobrim delom bomo nekatere stvari nadoknadili. Tudi jaz se bom pridružil lepim čestitkam. Želim vam vsem skupaj mirne, blagoslovljene, predvsem pa zdrave praznike. Spoštujmo se, sodelujmo, ker to bomo v naslednjem letu rabili. Hvala lepa. Najlepša hvala, minister pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Še zaenkrat malo že z novim nazivom, dr. Aleksander Jevšek. Lep pozdrav, hvala lepa. Izpostavil bi nekaj ključnih stvari, ki smo jih od 2. junija naredili v službi vlade za kohezijo in razvoj. Prvo, kar smo začeli početi in kar je bilo osnova vsega, začeli smo se pogovarjati. Začeli smo voditi dialog tako med razvojnimi regijami, tako med razvojnimi centri, z občinami in ne nazadnje tudi za samo komisijo. Pogovarjali smo se o koheziji in rezultat tega je bil, da je tudi septembra letošnjega leta se odločila komisarka za kohezijo Ferreira, da obišče Slovenijo in ob tem priložnosti tudi podpiše partnerski sporazum. Partnerski sporazum je dokument, do katerega smo prišli ravno zaradi tega, kar sem povedal na začetku. Zaradi sodelovanja z lokalno skupnostjo, zaradi sodelovanja z razvojnimi regijami. In po podpisu partnerskega sporazuma smo dobili pravzaprav osnovo, da smo začeli pripravljati program za kohezijo 2021-2027, ki je vreden 3,26 milijarde evrov, z nacionalnim vložkom približno milijardo, bo to 4 milijarde sredstev za naslednjo finančno perspektivo. Maja meseca letošnje leto je na odboru za spremljanje Slovenija dobila resno opozorilo, da v primeru, da ne podpiše teh dveh dokumentov v letošnjem letu, oziroma sprejme teh dveh dokumentov, na koncu tudi z potrdilom komisije, izgubi pol milijarde evrov. Pomeni, da smo z ekipo, ki je delala trdo pol leta in z ministrstvi in z regijami Sloveniji prihranili pol milijarde evrov, ki bi jih sicer izgubili. Naslednja stvar, na katero smo v ekipi zelo ponosni, je, da smo že prejšnji petek začeli z prvimi razpisi iz naslova Interreg projektov. Slovenija ravno zaradi dobrega dela v pretekli finančni perspektivi vodi Interreg projekte kot vodilna država. Slovenija Avstrija, Slovenija Madžarska in Slovenija Hrvaška. Tukaj govorimo o 100 milijonih sredstev, ki bodo na razpolago za čezmejne projekte. Po obisku švicarske veleposlanice pri meni v pisarni smo pospešeno zagnali tako imenovani švicarski mehanizem v višini 16 milijonov švicarskih frankov in prvi razpisi bodo na razpolago podjetjem, posameznikom že v sredini naslednjega leta. Jaz moram reči, da smo v tem času, ko smo pripravljali program, tudi intenzivno že pripravljali uredbo za izvajanje finančne perspektive 2021-2027. In ta uredba bo sprejeta v začetku naslednjega leta. Njena značilnost pa je poenostavitev postopkov koriščenja evropskih sredstev. Namreč preveč se vtakljamo v birokraciji in zaradi tega se nam zdi pomembno, da
je postopek pridobivanja evropskih sredstev in koriščenja evropskih sredstev čim bolj enostaven in čim bolj transparenten. V bistvu tudi mi se intenzivno že pripravljamo na uveljavitev zakona o vladi, kajti k nam prihaja Direktorat za regionalni razvoj. Zelo pomembno se mi zdi, da bosta služba za kohezijo in regionalni razvoj združena v eno. Kajti kohezijo pogostokrat napačno smatramo kot denar. Kohezija je pravzaprav skladen razvoj. In takoj, ko bomo se kompletirali, kot temu rečemo, bomo odprli zakon o skladnem regionalnem razvoju. Namreč Slovenija umira v svojih robovih in to moramo preprečiti z skladnim razvojem tudi tistih območij, ki danes izgubljajo pošte, banke in ki izgubljajo tudi mladi ljudi, ki vhajajo v center. Tako da veliko dela nas čaka in pripravljeni smo na to. Hvala lepa. Najlepša hvala, če vesti iz Evropske unije, Matjaž Nemec, Evropski poslanec. Spoštovani, dober dan, dovolite mi, da dam tudi jaz eno dvominutno poročilo našega dela v preteklih nekaj mesecih, v zadnjem letu v Bruslu. Seveda v zadnjih dneh nekoliko pod vtisom dveh dogodkov, gotovo vsem vam poznane korupcijske afere, ki se je dotakala bruselskih institucij, ter seveda tisto, kar smatramo kot eden bolj propulzivnih in odločnih zunanjepolitičnih dosežkov, to je predvsem pomoč Bosni in Hercegovini pri približevanju evropski poti. Tukaj gre veliko zaslug predsedniku republike, premijeju ter seveda ministrici za zunanje zadeve. Nekaj od tega smo delali tudi evropski poslanci na mojo pobudo, se nas je kar precej zbralo v prid temu dogodku. Seveda, evropski parket nekoliko diha drugače kot Republika Slovenija. Mi smo predvsem v zadnjih mesecih bili pod vtisom reševanja energetske krize, seveda tako kot tudi doma. In kar nekaj drugih dogodkov, ki se tičejo tudi individualnih prizadevanj poslank in poslancev. Sam sem se v zadnjem obdobju veliko ukvarjal z čezmejnimi vprašanji, zaradi tega, ker kot posameznik, ki prihaja iz novogoriškega konca, dobro poznam težave, ki se tičejo kar 150 milijonov Evropejcev in v tem kontekstu smo predlagali vso evropsko konferenco, ki se bo odvila konec februarja meseca, ki bo nagovarjala reševanje problemov 150 milijonov Evropejk in Evropejcev. Tako smo sprožili postopek reševanja spora med Republiko Slovenijo in komisijo pri dodeljevanju otroških dodatkov, na primer ena od naših aktivnosti slovenskim državljanom, ki živijo v mešanih parih na območju zahodne meje. Tukaj je kar nekaj aktivnosti povezanih predvsem z vsakodnevnim življenjem in pomoči državljank in državljanov. Tako smo tudi v začetku te jeseni podali pobudo, ki je obrodila že prve sadove, da bi se vzpostavil vseevropski mehanizem za reševanje in boj požarne ogroženosti. Gospa predsednica komisije se je odzvala na mojo pobudo in mehanizem se že vzpostavlja, ki bo dejansko odzivnejši z bistveno večjim finančnim vložkom reševal tisto, o čemer smo bili priča ob požaru v Krasu, na Krasu to jesen. Sami pripravljamo kar nekaj dogodkov, tudi v Bruslu, ki bo imelo izrazito slovensko konotacijo, kot odgovor na dogodke ob spominu na dneva Fojbe. Bomo z italijanskim združenjem Zvezo borcev in slovensko združenje borcev skupaj z italijanskimi kolegi nekaj večerov pred tem dogodkom organizirali zelo pomembno okroglo mizo, kjer bo obelodanilo zgodovinski kontekst dogajanja v zahodni meji. Ob koncu maja bomo pripravili dogodek o prvi obletnici spomina na tečaškega pisatelja Borisa Pahorja za prisotnostjo predsednice Evropskega parlamenta in nekaterimi drugimi evropskimi gosti, ter seveda kar nekaj drugih pobud, ki se dotičejo, tičejo predvsem prisotnosti slovenstva v evropskem kontekstu. Seveda moram poudariti, da tudi sam delujem na dveh področjih, eno so notranje zadeve, to se pravi ohranitev Schengena, ter seveda širitev Schengena in nekaterih drugih vprašanj, kot se tiče migrantske politike. Moram reči, da Republika Slovenija tudi se izrazito izpostavila, tudi na mojo pobudo je potekala razprava na plenarni seji meseca oktobra na temo odprava notranjih meja, ko govorimo o Schengenu, ter seveda Republika Slovenija je veliko pripomogla k temu, da je Republika Hrvaška za 1.1. bo postala
polnopravna članica te šengenske družine, kot seveda želimo vsi prispevamo veliko k temu, da bi se v naslednjih mesecih tej družini pridružili tudi Romunija in Bolgarija. Kar nekaj drugih je še tovrstnih aktivnosti, kjer kot evropski poslanci sodelujemo skupno ali pa individualno in vselej poskušamo zagovarjati tudi slovenski interes znotraj evropskih institucij. Moram reči, da smo v tem trenutku zelo ponosni predvsem na eno dejstvo in tukaj Republika Slovenija zelo izstopa v Bruslju, da veljamo za eno tistih držav, ki je skoraj se znašla v kremplju pomanjkanja demokratičnih procesov in demokratičnosti kot nekatere druge države Evropske unije. In iz tega smo skupaj za državljanke in državljani, zaradi tega, ker so odločno se zoperstavili temu na aprilskih volitvah, predstavljeni kot zgled, kako se skozi demokratičen proces, kot zrela demokracija, izognemo tovrstnim težnjam. Torej, Republika Slovenija je ponovno se vrnila na evropski projekt kot evropsko usmerjena država, ki spada v jedrne države Evropske unije po svojih vrednostnih sodbah. Torej, to je nakratko, za vprašanja smo vam seveda tako jaz kot kolegi na voljo, toliko, da tudi vi vam prenesemo malo tega bruselskega utripa. Za vse vprašanja smo vam seveda na voljo. Hvala lepa. Ja, tako kot je dejal Matjaž, kakšno vprašanje po izčrpni predsednici. Jaz bom Suzana Kos-Delo. Gospod Han, vi ste rekli, da pričakujete spoštovanje in sodelovanje, oziroma pozvali ste spoštovanje in sodelovanje, to bomo prihodnje leto še kako potrebovali. Pa me zanima odgovor vodstva stranke in vodstva poslanske skupine, ali ste zadovoljni s svojo težo, s tem, kako vas slišijo, s svojim položajem v koaliciji. Ker predvidevam, da gospod Han ni pozival gospoda Janše k sodelovanju. Bi predrekali, da bi poziv. Ne, jaz sem pozival, da bo zelo. Jaz sem mislil, da moramo vsi v tej naši državi počasi začeti med sabo sodelovati, se poslušati, je to vlada, država, je to, ne vem, civilna družba ali je to gospodarstvo, to sem mislil. No, jaz sem pa zložila, zdaj pa mi to Ne, da se to bi. Bom jaz podkrepila, pa mogoče bo še kak od kolegov. Slovenija je bila zlasti po prejšnji vladi globoko razdeljena, polarizirana država, bilo je veliko nespoštljivosti, nesodelovanja in pozivam tudi jaz k temu, da prihodnje leto, ker imamo obdobje velikih izzivov, tako energetskih, prehrambenih, inflacije, nestabilnosti in varnostnih tveganj v naši neposredni soseščini, da resnično skušamo sodelovati, se poslušati in skupaj iskati rešitve. Zdaj, socialni demokrati v vladi delujemo usmerjeno, delujemo učinkovito, delujemo hitro. In jaz lahko rečem, da sem zadovoljna z našimi rezultati, zadovoljna sem tudi s sodelovanjem s koalicijo, seveda prihaja do včasih različnih pogledov, ampak to je normalno, smo 3 različne stranke in takrat smo pa vedno se sposobni pogovoriti in vsi imamo zelo jasno in močno zavest, da iščemo skupne rešitve za državo. Tako da jaz nimam nobenega slabega občutka znotraj te koalicije, če prihaja do kakšnih nesoglasij glede vsebin ali hitrosti kakšnih predlogov, smo jih bili do zdaj sposobni uspešno rešiti. To še kdo želi dodati? Lep pozdrav tudi v imenu poslanske skupine. Ne razumeti naših oporekanj ali pa naših izražanja stališč kot nagajanja znotraj koalicije in tako dalje. V poslanski skupini Socialnih demokratov zelo dobro razumemo položaj zakonodajnega telesa v okviru načela delitve oblasti in v tem kontekstu tudi ves čas delujemo. Zelo sem ponosna, da v poslanski skupini naslavljamo najbolj akutne trenutne probleme, govorimo o problematiki zdravstva, govorimo o zaščiti živali, govorimo o dostopnosti za invalide, torej do objektov javni rabi. Skratka, gre za to, da imamo nekoliko drugačen položaj v tem kontekstu kot izvršilna veja oblasti. Vsekakor pa sodelovanje znotraj koalicije v resnici dobro, poteka redna koalicijska koordinacija, če v določenih kontekstih tudi kdaj imamo drugačno stališče, to ni nič napačnega, to je v bistvu demokracije. Tako da jaz ne bi na zadnjih tednov imalo kot kakršnokoli nagajanje, temveč kot neko konstruktivno sodelovanje. Bi pa na neki osebnem nivoju
v tem času pozvala in opomnila na eno izmed agend, za katere je Socialnim demokratom zelo pomembna, in sicer prepoved uporabe in prodaje pirotehnike in ognjemeta, in v teh časih bi pozvala prav vse, da se na tej točki, da v teh predprazničnih časih izogibajmo se petard, bodimo zvezde in praznujmo na drugačen način. Kot tudi v imenu poslanske skupine, seveda vesel Božič, mirne praznike in srečno novo leto. Tako je pod vprašanjem še. Recimo ljudje, ki poznajo tudi dogajanje v zakulisju in tako naprej, opozarjajo ali pa ocenjujejo, bom rekla tako, mogoče bom govoril, da bo tudi javno to povedal za jutri, da se v Sloveniji dogaja to, da 4 posamezniki igrajo Monopoly. Zdaj bom vprašala še enkrat malo drugače to, kar sem vas vprašala. Glede to, recimo danes je nadzorni svet Darsa, na katerem se bo odločilo, kaj se bo pač zgodilo z upravo Darsa. Glede na to, da Socialni demokrati ne morate sodelovati pri kadrovanju, ki se dogaja pač v paradržavne družbe, je pa dejstvo, da boste nosili posledice, politične posledice morebiti napačnih kadrovanj. Torej, ne ocenjujete, da bi bilo karkoli narobe v koaliciji, glede česarkoli. Jaz sem za vaš časopis v bistvu to že pokomentiral. Drži. Drugače je zdaj poteka kadrovanje, kot je kadrovanje potekalo v drugih vladah. Mi imamo zakon o SDH-ju. Mene zmeraj moti, in to me bom zmeraj javno povedal, če se človeka, ki je slučajno član politične stranke, je že s tem človekom nekaj narobe in se pravi, on ne more upravljati, ne vem, neko funkcijo, se pravi direktorja nekega pomembnega podjetja. To je ta fama v tej naši državi, kjer želijo seveda strankokracijo ali pa stranke na nek način postaviti v nek drugačen položaj. In potem se lahko naredi, da nekateri igrajo monopol. Drži, da bomo mogli mi politično odgovornost prevzeti. Zaenkrat je zadeva še relativno v redu. Seveda pa kot minister za gospodarstvo ko bom videl, da zadeve ne grejo v pravo smer, absolutno sprožil vse postopke, ki mi kot zakon omogoča. Tudi v tem primeru imamo na nek način možnost mi kot člani KNOVS-a oziroma Komisije za nadzor javnih financ zadeve na nek način vprašati, če drugače ne gre. Jaz sem sicer tudi imam možnost na SDH-ju na nadzornem svetu sedeti. Moram reči, da ne hodim tja, sem tudi javno povedal, ker nimam časa, ker se pač moram ukvarjati z vsebinskimi temami. Tako da tukaj bi pač mogli tudi nekateri drugi odgovornost prevzeti, v tem primeru nadzorni svet SDH-ja pri kadrovanju. Lahko sem vprašala, sem že nekaj pričakujete, da bo gospod Rop postal nadzornik SID banka ali ne? Ker predlog MGRT je bil takšen kot vem. Mi smo dobili na mizo na nek način nekaj predlogov. Ministrstvo za gospodarstvo, ki ima po zakonu možnost predlagati enega v SID banko, smo predlagali Toneta Ropa. In zdaj bom jasno povedal, zakaj. Tone Rop je bil predsednik vlade Republike Slovenije. Tone Rop je bil minister za finance Republike Slovenije. Še kaj drugega je bil minister za socialo celo in tako naprej. Tone Rop je sedel v izvršnem svetu, kako se reče, ECB banke. In če kdo, in po duši je razvojnik, in SID banka rabi razvojnike, da bomo ne delali administrativne vire, ampak da bomo devali denar v sistem na način razvoja. Bomo zdaj videli, ali bo iz strani MGRT-ja bil predlagan na nek način dr. Tone Rop za... Zaenkrat ne vem, kje sploh zadeva stoji. Evo, zelo iskreno. Zvoli. Samo en stav bi dodala na 4. Če 4 fantje igrajo Monopol z državnim premoženjem, zmagovalca ne bo. Bodo samo poraženci, ker je to nemogoče, da se izide. Jaz pa lahko rečem, da mene predvsem samo zanima strokovnost kadrov, ki prihajajo, ne politična izkaznica, strokovnost in pa transparentnost upravljanja s premoženjem.
In tu bomo Socialni demokrati igrali takšno igro, da bomo zagotavljali, da se ne bo dogajalo drugače. In ali smo zraven vpleteni pri kadrih ali ne, kot je povedal minister za gospodarstvo, bomo zraven toliko vpleteni, kolikor se nam bo zdelo primerno in ustrezno, da lahko damo na primerna mesta v strokovne kadre. Še kakšno drugo vprašanje? Ja, lahko, mogoče še gospod Han pa gospod Jožek, a vidva z reorganizacijo kakšne državne sekretarje dodatne dobivata, zlasti gospod Han je na to, da pod novo področje pride? Ne, mi ne. Mi smo se, je že bilo na začetku dogovorjeno, da vsako ministrstvo ima dva, razen mislim, da ima finance, več državnih sekretarjev. Mi smo se znotraj hiše že dogovorili, katero, bom rekel, segment, ki ga pokrivamo, kjer državni sekretar pokrival. Zelo iskreno lahko povem, da bo gospod Dejan Židan pokrival šport. Mi bomo pa tudi znotraj kabineta imeli, bom rekel, potem osebo, ki bo, bom rekel, tudi drugače potem še šport pokrivali. Seveda državni sekretarji pa ministri smo pa tisti, ki podpisujemo in moram reči, da smo se to zmenili zelo kolegijalno in glede na obveznosti, ki jih obedva imata, glede na to, da ima gospod Frangiš turizem, da ima šport, razvojna sredstva ima tudi gospod Frangiš, notranji trg ima gospod Dejan Židan, tako da smo si na nek način zadeve razdelili in moram eno stvar povedati iskreno, če lahko. Take državne sekretarje, ki jih imam jaz, jih nima nobeden. Dejan Židan, ki je človek, ki je bil minister, ki je bil predsednik parlamenta, ki je bil član predsednik stranke, je danes pripravljen biti v bistvu drugi človek na ministrstvu in izpolnjevati vse naloge. Hočem nekaj povedati, da moraš biti za to človek, da stopiš en korak naprej oziroma nazaj in pomagaš ali v tem primeru ministrstvu ali pa v drugem primeru stranki. In isto gospod Frangiš, ki je po duši razvojnik, človek za veliko znanja, tako da mislim, da je ekipa, kljub temu, da je socialdemokratska ekipa zelo dobra in da imamo vsi članske izkaznice. No, tu jaz moram kolega Hana demantirati, tudi jaz imam odličnega državnega sekretarja. Res pa je, da dobim še enega državnega sekretarja, ker do zdaj služba vlade ima enega in jasno je, da področje kohezije in področje regionalnega razvoja zahteva svoje državna sekretarja. Kdo bo? To bo pa vlada odločila, takrat, ko bom dal predlog. Verjetno vaš predlog, ne? Je moj predlog, seveda, če bom jaz minister. Moš še hearing skrbati, ne? Ja, lahko še zelo se eno vprašanje, a je kaj novega z iskanjem novega notranjega ministra? Računate, da bo to oziroma ministrice, računate, da bo to v paketu teh tehničnih sprememb vlade? Pa še eno vprašanje bi imel pa za gospoda Prednika. Slišali smo prej, da zdravstvo je ena od tem, ki vas parlamentarce, oziroma neaktivnost na zdravstvenem področju, ki vas parlamentarce boli. Spomnimo se obljube recimo z vaših predvolilnih plakatov 30 dni do specialista, zdaj se zgodba dogaja mogoče ravno obratno. Zato me zanima, kaj boste predlagali zdravstvenemu ministru na tem sestanku, ki ga nekako predlagate, in pa, a ima še naše zaupanje zdravstvenega ministra? Glede predloga za notranjega ministra, ministrico bo treba počakati na predsednika vlade. Veste, da je Tatjana Bobnar tudi izhajala iz kvote Gibanja Svoboda. Jaz kakšnih drugih informacij, kot jih zasledim takih po medijih nimam. Imamo pa ta teden še eno srečanje vlade, še en sestanek koalicije. Mogoče bomo dobili kakšno informacijo več, iskreno dodatnih informacij nimam. Samo na kratko en komentar, preden na zdravstvo. Zdravstvo je res rak rana Slovenije in zdravstvo bo ostala naša prioriteta. Tudi v prihodnjem letu ključna prioriteta, smo zelo aktivni kot stranka. Vse v Sloveniji nas skrbi, verjamem, da ministra za zdravje še najbolj. In potrebuje našo podporo, stranka odpira vprašanja od hitrega dostopa do osebnega zdravnika, do specialista, do skrajšanja čakalnih dob, do ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak rešitev bomo iskali skupaj, tudi zato smo predlagali, da tretji vrh koalicije poteka na temo zdravstva prihodnje leto, v začetku leta.
Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, Socialni demokrati smo dejansko zahtevali ta vrh koalicije. Mi ne bežimo od odgovornosti in mi vemo, da so za stanje v zdravstvu krive vse pretekle vlade, pa vendar mi smo nazadnje vodili Ministrstvo za zdravje, mislim, da v vladi Boruta Pahorja. Kasneje mi tega, pa še to nismo, to se pravi, da precej let mi nismo vodili tega resorja. Seveda smo ali pa bomo soodgovorni za stanje, ki je v zdravstvu in zato smo se tudi odločili, da skličemo vrh koalicije in na nek način zahtevamo od ministra in ministrstva, da prinese na ta vrh vse morebitne rešitve, ki jih že ima, oziroma rešitve, ki jih bo v prihodnosti predlagal in potem seveda naredimo neko bilanco in vidimo, kako in po kakšni poti naprej za to ta vrh koalicija. Zaenkrat pa še ima minister naše zaupanje? Zaenkrat pa minister naše zaupanje, na vse zadnje smo ga pri potrjevanju vlade tudi potrdili. Ker je že šolska ura, mimo še res zadnje vprašanje. Za gospoda Hana. Gospod Han, govorili ste o elektriki, ceni elektrike, če malo malenkost pa. Ali ste že identificirali, kdo so tisti, ki pobirajo dobičke od elektrike? Elektrarne zagotovo niso. Žal v Sloveniji nobeden, tukaj razumem, žal. Ker če bi kdo iz tega delal velike dobičke v Sloveniji, bi mu lahko danes, kot druge države devajo, dobičke pobrali in bi lahko nazaj potem vrnili v gospodarstvo. Za moje pojme, ker imam podatke, so seveda ključni ljudje nekje druge, ki se jim rečejo, da so upravljavci borz. Tako da v Sloveniji smo mogli HSE celo dokapitalizirati, da lahko sploh zakupuje električno energijo, ki jo ta moment ne dovolj sam proizvaja. Zaenkrat, kot razumem, Gena ne bo potrebno v letošnjem letu dokapitalizirati. Tako da tukaj je problem o teh borzah. Je pa res, da nekaj je slabega, nekaj je pa tudi dobrega, da hvala Bogu, da smo lahko električno energijo v zadnjem obdobju kupovali iz Evrope. Zakaj? Zato, ker vi veste, da je jedrska elektrarna stala, je bila mesec pa pol v remontu. Tež ne dela, ker ima premalo zalog premoga in zelo slaba hidrologija, tako da je bila država na nek način kar v hudih težavah. Jaz se upravičujem, če lahko samo še eno vprašanje, ker sem mislil, da v kolegi se niso hoto mešati isto, ker so specialisti tudi za, ampak vendarle me zanima, če lahko ocenite, kakšne posledice bodo imeli ti zadnji dogodki na stabilnost koalicije, na stabilnost vlade, ne na zadnje predsednika vlade. Mogoče gospod Fajona je to vse. Tako sem več nekaj en stavil, reči, lepo prosti. Ampak tukaj dolgo sem že zraven, da smo dali vse te težave že mi v vseh vladah in za nobeno vlado, ko je padla, ni bila socialdemokrati krivi. Bilo je pa težav, se spomnite v Pahorjevi vladi, pa se spomnite takrat Zaresa, pa je bilo težav pri pozitivni Sloveniji, pa takrat socialni demokrati nismo bili. Socialni demokrati nismo povzročili do zdaj še nikdar padca nobene vlade. Mogoče zaradi tega nekateri mislili, da smo zaradi tega slabši, ampak ne. Kar se tiče stabilnosti, je socialna demokracija bila zmeraj ena ključnih stebrov.